Dober dan. Danes imamo na sporedu problem, ki postaja vedno bolj pereč. Sicer je to problem prisluškovanja. Pravkar sva prestregla novico, da je slovenski zunanji minister na poslansko vprašanje, ali so Združene države Amerike prisluškovale tudi Republiki Sloveniji. Skratka, da je zunanji minister Karl Erjavec dobil čvrsta zagotovila, da ameriški strani kaj takega ni padlo niti na pamet, niti na kraj pameti, in da Republiki Sloveniji prisluškovan ni bilo. Ja, sva lahko glede tega, kakšen je nivo varstva zasebnosti v Republiki Sloveniji, kar zadovoljna, mar ne? A misliš, glede na nevarnost, ki jo povzroča Združene države Amerike? Pa glede na dejavnost inštitucije, ki sliši na kratico NSA, National Security Agency. Meni se pač ta kratica zdi zelo domača. Včasih smo NSA rekli UDBA, ne? In jaz praktično jaz sem veliko večino svojega življenja preživel v zavesti, da sem tako rekoč stalno prisluškovan, spremljan in da, ali pa vsaj, da je možnost, da se to dogaja vsak trenutek zelo visoka, ne? Tako da zdaj pa v globaliziranem svetu pač očitno ne, v dobi pač globalne tehnologije so te stvari toliko bolj poenostavljene, se mi zdi. Ne vem, zdi se mi, da se ne dogaja nič novega. Jaz sem govoril danes zjutraj z nekom, ki morda o tem ve nekoliko več, ne. Rekel tako, ne, da tehnološko je to zelo enostavno, ne, pač. Problem zna nastati, ko je treba zbrane podatke, ki se tako ali drugače naberejo, obdelati, ne. In zdaj smo pri drugi fenomenalno srečni okoliščini, ne. Ne gre samo za to, da zunanji minister Karl Erjavec pravi, da ZDA v Sloveniji niso izvajale tega masovnega prisluškovanja. Druga srečna okoliščina je ta, da če morda so, ne, izvajali masovno prisluškovanje, verjetno v ZDA ni dovolj kadra, ki bi znal dovolj tekoče slovensko govoriti, da bi te podatke obdelal, ne. Slovenščina je najboljši kodirnik. Se pravi, ne potrebujemo programa, ki se imenuje PGP, ne, ki je namenjen za enkripcijo sporočil, ne, ampak je dovolj, da govorimo v slovenskem jeziku in potem nas te globalne varnostne agencije ne bodo razumele čisto nič, ne. Če govorimo pa prekmursko, ne, ali pa v kakšnem drugem dialektu, nas bodo še manj razumeli, ne. Tako da živimo v strašansko srečnih okoliščinah. Ne, pravzaprav svet se očitno nič ni spremenil, to ni nič novega in te nevarnosti niso nove, a ne. To, kar se je zgodilo danes z Evo Moralesom po 13-urnem pač pridržanju na Dunajskem letališču, je zgodba, ki je, ali pa okoliščine zgodbe so znane že iz časov hladne vojne. On je priletel iz Moskve. V Moskvi naj bi se mu ukrcal domnevno, ne, Snowden, torej pač novi Julian Assange. Spet naj bi se dogajalo nekaj med dvema velikima svetovnima ljubimcema, Rusijo in pa ZDA, ne. In potem se pojavi fenomen tretjih nevtralnih držav, na katerih se potem neki rituali zavrtijo. V tem primeru so se, ne. Avstrija je zelo pazila, da se Evo Moralesu ne bi zamerila in da hkrati bi ostala čista v očeh ZDA, ne. In potem meni se zdi tako fenomenalno, ne, veš, da Avstrija, ki niti članica zveze NATO ni, ne, da se gre to klečeplazanje pred ZDA, ne, dobro, je Avstrija v Evropski uniji, ampak tako, ne. Po drugi strani si je pa prislužila si tudi pohvalo Avstrije, ne, oziroma Moralesa, ne. Avstrija si je prislužila pohvalo Moralesa, on jih je pohvalil, da so se zelo lepo obnašali, da so bili zelo konstruktivni. So uglajeno pregledali njegovo predsedniško letalo. Tako, ja, in a veš, to so tiste, bolj se moramo vprašati, sindrom česa so te igre, ne, ampak te igre niso, kot rečeno, nič novega, so nas spremljali praktično vse od časa
Vsaj ta način hladno vojne od druge svetovne vojne naprej. Če se pa spomnimo tega področja nekdanje Jugoslavije, to se pravi vse od Ljubljane do Beograda ali pa še nižji dol. Če se spomniš, ko sem jaz prebiral aktivno, tako podrobno agenti SOE, to so bili slovenski agenti angleških obveščevalnih služb, večinoma regrutirani iz liberalnih vrst, in je Jera Voduškova naredila zelo dobro študijo v tem na podlagi dokumentov, ki si jih je nabrala v Londonu. In iz tistega je bilo mogoče razbrati, da je bil Balkan, celoten Balkan, praktično, tako kot zdaj Srbi rečejo, bure baruta ali sod smodnika, v tistem času z praktično najvišjo koncentracijo vseh mogočih tujih agentov na svetu. So jih imeli Nemci, so jih imeli Angliji, so jih imeli Francozi, skratka Američani. Hitler je, preden da je pač, mogoče gre tudi v ta podatek iskat dimenzije tragedij, ki potem zajel te naše kraje skozi drugo svetovno vojno, ker se geostrateške odločitve pač križale in sprejemale na tem področju. Se bilo tudi vprašanje se pravi raztovarjanja nafte in oskrbe za nafto in tako naprej. In ne vem, velike zgodbe o prisluškovanju so zdaj blazno vznemirile Nemčijo. Zakaj le? Ker Američani, to je pravo vprašanje, Američani očitno Nemci so dovolili Amerom, da postavijo prisluškovalno centralo National Security Agency na svojem teritoriju, konec koncev, kjer so pokrivali pomemben del Evrope v sklopu programa Echelon in se je to odvijalo desetletja. Je bilo konec 90-ih pa začetek prejšnjega desetletja o tem nekaj napisanega. To je velika zgodba. Mi smo v mali zgodbi. Mi smo predvsem v zgodbi, koliko nam ta mala prisluškovanja, koliko nas afektirajo v Sloveniji pač na mikroravni. Afektirajo nas verjetno v smislu gospodarske špionaže, v smislu monopolov. Znano je bilo, da so zdaj v času tranzicije večja podjetja, državno, recimo premrežena podjetja, saj govorice so bile take, da so imela ta omrežja, so znala prisluškovati. Znano je za politične stranke, vsaj za eno vem, da so prisluškovala ljudi in tudi novinarji in tudi nam so prisluškovala. Potem je verjetno imela Sova neko svojo logiko, znana je afera tudi v zvezi z pač prisluhi na ravni Piranski, Ivo Sanader, Janez Janša, Piranski zaliv, če se spomnimo, to je afera, v kateri menda se dogaja nek proces proti Antonu Ropu, če prav vem. Skratka, to so te mikroravni, ki v bistvu se mi zdi, da so za nas pomembnejše kot katerekoli druge, ampak recimo Evropska unija se pa zdaj trese od tega, kaj Amerika hoče. In interesantno je bilo to, da je Barack Obama rekel, pravzaprav poskušal je minimirati učinek tega prisluškovanja. Rekel, sej v bistvu, to je naravno, to je popolnoma samoumevno, da države poskušajo ena od drugi izvedeti kaj več. Sej to ni nič zelo namernega, to je v bistvu samo tako rekoč prijateljsko tipanje. Da se boljše razumemo. Da se boljše razumemo, to je bila njegova poanta. Tako zelo minimirati je poskušal, to je zelo pač nekaj tednov potem, ko je bil sam pred Brandenburškimi vrati in ponovil Kennedyjeve besede Ich bin ein Berliner in tako naprej. Skratka, tradicionalno dobri odnosi med Ameriko in Nemčijo naj bi bili pač kriterij. Se mi zdi, da Američani dejansko do Nemčije in pa do Evrope želijo gojiti sicer na deklarativni odprti ravni prijateljske odnose. Po drugi strani se mi pa zdi, da Američani so deloma malo frustrirani zato, ker na Evropo več ne morejo do take mere vplivati, kot so nekdaj vplivali in več izdelovati formule, ki pa je bila uspešna v času hladne vojne. To je že treba priznati. Vsi so konec koncev postavljali Italijo po vojni, so konec koncev postavljali Nemčijo po vojni. Nemčija zdaj na nek način hodi svojo lastno pot in to, kar so Američani poskušali povedati, je to, to, kar vi delate, ko poskušate na ravni celotne Evropske unije restaurirati gospodarstvo, ga optimalizirati, sicer pravilno. Ampak Nemci, zakaj tako poudarjate samo varčevanje? Zakaj ne poudarjate kroženja? Kroženja kapitala, kroženja denarja, kroženja idej, kroženja ljudi in tako naprej. Skratka, zakaj ne zaženete tiste centrifuge, ki zagotavlja, da se ekonomija zbudi, da zraste. Ker Nemci imajo v tem smislu zelo jasno logiko in to logiko druge svetovne vojne. Vse samo posojila. Karkoli se zgodi, samo posojila ne vzamem. In če pride do nesreče, Nemci varčujejo.
A ne. Američani pa pazijo, da čim prej, čim hitreje in čim več trošijo, ker potrošnja daje nove tržne priložnosti. Ne. Se spomniš, takrat, ko sta padla dvojčka, to je bilo 2001. Ducat let bo pravkar. Ducat let. Ne. In George Bush je takrat, jaz se ga zelo živo spominjam, je šel na televizijo in je rekel, Američani, ne pustite se motati, potujte, trošite, ne dajte se preplašati, ne menjajte svojih navad. In to ni on rekel kar tako, tako so ga podučili gospodarstveniki, ne. Svetovalci, tako ne, ti gospodarstveniki. Ne. In Američani bojda, saj tako je bilo prebrati, Angeli Merkel zdaj zamerijo natančno to, ne, da je trmoglava, trmasta in se ne pusti dopovedati, da je v logiki svetovnega kapitala in da tega ne more urejevati po nemško. Ker po nemško pomeni krčiti gospodarstvo. Ampak krčiti Evropo na račun tega, da Nemčija ostane neskrčena. Ne? Pomeni za Ameriko en velik problem. Amerika se je pa vedno razumela samo sebe za urejevalca globalnih razmer. Ne? In v tem smislu Američani verjetno imajo, mislim, če postava zdaj prisluškovanja v kontekst, ne? Američani zatem imajo neko svojo logiko, kakršno so vedno imeli. V tem niso nič drugačni. Ja, Morales, mislim, da moramo še omeniti, si postavil hipotetično vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi Morales moral pristati na Brniku. Ne? Morales je namreč tisti predsednik, na katerega inauguracijo je leta in leta nazaj odpotoval predsednik Drnovšek. Se nam hotel reči. Ja. Se mi zdi tako, da tega drnovškega duha dan danes v Sloveniji ni več toliko, da bi se Slovenija obnašala kaj bistveno drugače kot Avstrija, ne, ki je prizemljila ob zahtevi velesil, prizemljila Moralesovo letalo in potem šla kolobocija okrog njega, pa 13-urno zdaj si ni mogla prvošti Francija, da ne bi bila kooperativna, ni odprla zračnega prostora, oziroma v tisku piše, da so se Francozi naredili Francoze. Ne? Ja. Španci niso odprli zračnega prostora, oklevali so Italijani, potem so ga odprli. Lahko so si pa privoščili svojo držo Rusi. Ne? Rusi pa enostavno so in še zadržujejo Snowdena in so preprosto rekli, ne vidimo razloga, zakaj, zdaj, če bi on nehal, bi lahko bil tukaj, sicer pa ne vidimo razloga, zakaj ne bi bil in tako naprej. Ekvador, skratka, dežele nekdanjega bloka ali pa dežele, ki v bistvu na nek način simpatizirajo z Rusijo, ti so v položaju, da si lahko privoščijo vse države, ki smo pa pač prisegli na zahodno-kapitalističen model, v katerem začenja politično enoumno diktaturo prevzemati kapital, si pa enostavno iz fonda suverenosti več, se pravi, naše elite si več ne upajo, pustijo zdaj to, je to upravičeno ali ni upravičeno. Ne? To je zdaj drugo vprašanje. Ko bi trojka prišla, če bi mi Snowdena vzeli v obrambo. To se pravi, tista tiha prisila, ki je nekoč bila ideološke narave, je zdaj preprosto neke druge narave in si nobena od teh vladavin ne upa privoščati ne hoditi po mainstreamu. Ne? To je več kot očitno. Ne? In v tem smislu simpatiziram za novim papežem, popolnoma. Ne? Kaj? Zaradi tega, ker je v zelo nekonvencionalni maniri začel pozivati svetovne voditelje, da ne nehajo častiti zlatotele in denar in kapital in da ne se vendar počlovečijo, pa ne začnejo majhen deliti. Veš, z ljudmi, prvič naj se umirijo, ljudje zaživijo spet, ne, da bomo vsi samo v bistvu sužnji ekonomizma, ker to se namreč dogaja, da vsi častimo tako imenovano zlato tele reševanja kapitala in reševanja vojaka, dolarja, evra, kogarkoli že, ne, smo v permanentni vojni in postajamo popolnoma nevrotični zato, da nekoč ne bi bili revni. Ne. V bistvu smo pa stalno duhovno popolnoma osiromašeni, zato ker to je tako kot so za časa reformacije, ko je Luther svoje teze nabil, pa do vseh mal, ne, so rekli, da je protestantizem naredil zelo veliko razsvetljensko delo, zlasti pa v versko-reformističnem smislu, vendar ima eno lastnost, da je to večno odhajanje v ateizem, pa do tja nikoli ne pride. Ne? Kapitalizem je pa večno odhajanje v revščino, pa do tja nikoli ne pride. Vmes smo pa vsi nevrotični. Ne? A je bilo prav, da je Republika Slovenija povabila veleposlanika Musomelija na pogovore? Jaz bi temu rekel lutkovno gledališče. Ne? A bi ti to ocenil kot resno dejanje? Ne, mislim, meni je bilo tako
sporočilno dejstvo, ne, da je Musomeli rekel, da je bil na slovenskem zunanjem ministrstvu na privatnem pogovoru. Zdaj človek ne more svojih pikrih navad otresti, ne, pa potem reče, da gre na zunanje ministrstvo na zasebne pogovore, ne, tako da bi šel na kafeke. Če sem čisti iskren, tako, če se že pogovarjava, pravzaprav za javno pogovarjava, ampak tako. Recimo, jaz bi preprosto rekel, vedno se bodo dogajala trenja, vedno se bodo dogajale stvari, za katere lahko rečemo, da so nepravilne. Pravo vprašanje pa je, zlasti za nas in za vse ostale v političnem, družbenem, globalnem kontekstu. A imamo mi koncepte, a imamo mi en cilj, a imamo mi zamisel, kakšno družbo mi hočemo imeti? Republika Slovenija. Republika Slovenija, ja. Naša družba. Ja. A ima zamisel, kakšno družbo hoče imeti, zato da potem, ko bodo neki konflikti prišli, lahko odreagiramo na njih suvereno, pa skladno za našo doktrino, a se bomo pri vedno ponavljajočih se in to frekvenčno, gosto ponavljajočih se incidentih obnašali alibično in vedno žugali ti, vi, kaj pa vi delate, to pa je vse narobe in se obnašali, a veš, užaljeno, na nek način prizadeto in tako naprej. To se bo vedno dogajalo. Vedno bodo, in tudi nisem prepričan, da je ta prisluškovalna zgodba zdaj kaj drugega kot ena velika alibična zgodba. Ne. Mogoče je to pogovarjanje med Ameriko in Sovjetsko zvezo, mogoče je to pogovarjanje med Nemčijo in Ameriko, kdo ve, kaj je zadaj. Ne. Mogoče je v zadju tudi premislek ali pa obstrukcija velikega ameriško-nemškega trgovinskega sporozuma. Kdo bi vedel, kaj vse v resnici je? Ne. Vedno je bilo tako, se veš, takrat, ko so se ljudje tradicionalno prepirali za velike ideje, so se zadaj verjetno sklepali popolnoma druge zgodbe in pogodbe in tako naprej. Ne. Ja, ko so bile debate o velikih idejah, so bili zadaj mali pa nizkotni biznisi. Točno tako. In se bojim, da smo zdaj na isti ladji. Ne, kar, pri čemer nočem minimalizirati problema prisluškovanja, da ne bo pomote. Ne, ampak, kaj si prej rekel, ne, stvar konceptov. Ne, mislim, jaz bi pa hotel živeti v skupnosti, ne, v kateri se lahko normalno pogovarjam po telefonu in ob tem utemeljeno domnevam, da se pogovarjam samo z eno osebo, da to posluša samo ena oseba, ne pa še ne 3-4 zraven. Ne? Ali ne, tako, ti si, ja, a veš, mi da smo približno enak stara. Jaz bi tako hotel. Ne? Mi da smo približno enak stara in mi dva tega ne morava v svoji genetskem zapisu več spremeniti. Nikoli več. Kadarkoli boš do smrti dvignil telefon, boš vedno imel občutek, da moraš paziti na tretjega. Ja, ampak lej, ne, kaj pa tej, ki si zdajle kupujejo prvi telefon, ne? Ja. Kaj pa tej? Ne? Tej imajo pa toliko bolj tem, ki si zdaj kupujejo telefon, se pa toliko bolj vceplja, ne, v zavest, da pač po telefonu ne govori zasebno, ampak tako rekoč na pol javno. Ne? Zaradi tega, ker je tehnologija, ki omogoča prisluškovanje, toliko bolj enostavna in toliko bolj dostopna praktično vsakomur. Našo mladino so pravzaprav vzgojili v popolnoma v obratnem duhu, v male prostovoljne vohune. Ne? Spomnim se vseh teh YouTubovskih škandalov, ki jih dijaki pač sprožijo, ko posnemajo svoje profesorje, potem, ko so jim zlomili sleherno dostojanstvo, ko razmetavajo stole in tako naprej. Z Twitterji, z Facebooki in tako naprej so sami sebe naredili za prisluškovance, ne da bi jih kdo za to prosil. Ne. Te tehnologije so jim pravzaprav ukodirale v način bivanja točno to, kar sicer stari spodobni vohuni počnejo z občutkom sramu in konspiracije. Ne. Mladi rodovi to počnejo brez sramu in tako je prostovoljno. Ne. In se mi zdi, da bo to obliko zavesti, kaj se v resnici s človekom dogaja v prihodnosti, treba računati na način, da si dejstvo, da si lahko opazovan v vsakem trenutku ugradiš že praktično izhodišče. Ne. Tudi zdaj smo mi dva praktično v isti kulturi, mi dva zdaj pogovarjajo, tako kot da smo na kavi, v bistvu pa cela javnost to gledala. Ne. Ja. Se pravi, so v izhodišču zanikala same sebe. Ne. Ampak mi dva sva vedela, da nisva na kavi. Ja, in to je moj point. Ne. V bistvu moraš vsak trenutek vedeti, da si opazovan. Ne. Ja. Ne, jaz mislim tako, ne, veš, da ta liberalno-demokratska ideja o pravici do zasebnosti, ne, je tista
žrtev obdobja, za katerega sva malo prej ugotavljala, da traja ducat let. Ne? Simbolično ločnico seveda imamo tam 11.9.2001 postavljeno, ne, ko je človeštvo, ne, če rečem zelo patetično, pristalo na to, da v zameno za varnost, ne, se odreče enemu kosu svobode, enemu kosu zasebnosti, pa znatni meri osebnega dostojanstva. Ne. Mislim, to, da moraš štumfeti dol, preden greš na avion, je tudi To je katastrofa. Čista, popolna katastrofa. To se strinjam. Dobar, končava s tem, da se strinjava.